Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudičev advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Dobrodošli v epizodi Kdo je v današnjem času intelektualec? Z mano je profesor dr. Roman Kuhar. A vas lahko prosim, da se predstavite, tako kot želite biti predstavljeni? Dobar dan, hvala lepa za povabilo. Sociolog je verjetno vloga, v kateri se najbolj udobno počutim. Formalno profesor na Filozofski fakulteti, trenutno tudi predsednik Slovenskega sociološkega društva, ampak to so te oznake, ki so na nek način nepotrebne. Sociolog. Ta tema, kdo je v današnjem času intelektualec, mene nagovarja zato, ker ko smo bili mi majhni, je bil intelektualec nekdo, ki je bil izobražen, ki je prebral veliko knjig, ki je bil razgledan, ki je mogoče tudi veliko potoval, skratka, ki je veliko vedel. Danes, ko pa razmišljam, kdo je intelektualec, sem pa precej zmedena, pa bom vas vprašala, kaj se vam zdi? Kdo je v današnjem času intelektualec? Glede na to, da ste mi vnaprej povedali nekaj vprašanj, sem kot nekdo, ki živi v 21. stoletju, to vprašanje postavil umetni inteligenci. Prosil sem jo, če mi lahko nariše intelektualca nekoč in intelektualca danes, a vam lahko pokažem, mogoče boste to sliko lahko kasneje umestili v ta podcast, ampak slika je precej povedna. Opišiva te sliki. Na levi strani imamo v temnejših sefija barvah, tako rekoč, moškega, ki sedi na sedežu, na stolu, za njim ogromno knjig, globus. Pričakoval sem pravzaprav nekaj več elementov naravoslovja, ker ponavadi se znanost in intelektualnost povezuje z naravoslovjem, čeprav seveda izvira iz filozofije zgodovinsko gledano, kot matere znanosti. Na drugi strani imamo pa mlajšega moškega, sedi za mizo, za laptopom, slušalkami, verjetno z noise reduction funkcijo vklopljeno. Tema je, ponoči je, svetilko ima nad sabo, torej nekaj dela ponoči. Mobiteli in tako naprej. Kar pravzaprav ni tako zelo zgrešeno. No, več stvari je. Ena stvar, ki sem jo kot sociolog najprej opazil, je, da imamo dva moška. Jaz kot ženska sem najprej opazila, da je umetna inteligenca narisala dva moška. Torej ta bias proti moškemu spolu v povezavi z intelektualnim delom očitno obstaja, tudi pri umetni inteligenci, in zgodovinsko gledano je zagotovo, statistično, če bi gledali, je bilo več moških, ki so to delo opravljali, ampak ne zaradi tega, ker bi bili moški kakorkoli po naravi ali kakorkoli drugače bolj superiorni ali zmožni opravljati to delo, ampak zaradi tega, ker ženske dolgo časa pravzaprav niso imele dostopa do virov, iz katerih pravzaprav črpaš neko znanje, in to znanje je tisto, kar te dela za intelektualca. Čeprav ta izraz intelektualec se mi zdi tudi zelo, vsaj v današnjem času, precej pretenciozen in napihnen. Ne vem, jaz imam zelo nelagodje, da bi sam sebi rekel, jaz sem intelektualec. Oziroma to se mi zdi pogosto, sploh v kakšnih političnih razpravah, ki na vides niso politične, pa v osnovi so politične, pogosto neka oznaka, ki jo nekdo pripiše sebi, in takrat postanem posebej pozoren. Nekdo, ki reče, jaz sem intelektualec, moje znanje je objektivno ali kaj podobnega, takrat najbolj pozorno prisluhnem, ker se za tem zagotovo skriva neka ideologija. Ampak lahko jaz povem, zakaj pa meni ta izraz všeč. Ker se mi zdi, da je, ko smo mi odraščali ali pa ko smo rastli, je bil povezan z nekim statusnim simbolom. Nekdo, ki je bil intelektualec, je užival ugled v družbi. Pričemer običajno to niso bili bogati ljudje, pa so vendarle uživali nek ugled v družbi. Ne vem, tudi v literaturi, Atticus Finch iz To Kill a Mockingbird, Les Miserables, se točno ve, kdo je intelektualec in kdo je zaradi tega spoštovan, priznan, zakaj mu ljudje verjamejo, zakaj so mu ljudje naklonjeni. Zato še danes, ker sem pač iz tistih časov, ko je to nekaj pomenilo, mi ta izraz nekaj pomeni in se zato sprašujem, kaj danes pravzaprav sploh še objektivno to pomeni.
Ampak greva od začetka, greva nazaj na to sliko. Zdaj, torej, povezuje se točno s tem, kar smo tudi mi včasih povezovali intelektualca, z izobrazbo, nekdo, ki je zelo učen, z branjem knjig, nekdo, ki je veliko prebral, nekdo, ki veliko ve. Če se zdaj začneva o teh elementih pogovarjati, izobrazba. Zdaj, zdi se, da za večino danes najbolj vplivnih ljudi pravzaprav sploh ne vemo, kaj so po izobrazbi, ali so končali kakšno šolo, ali so naredili kakšno fakulteto. Kaj je izobrazba v današnjem času sploh še, kaj sploh še je izobrazba? Pri čem pomaga? Kako vpliva na karkoli? Odvisno kakšna je izobrazba oziroma kakšen papir imaš, ker je danes teh različnih ponudnikov diplom zelo veliko in pravzaprav je potrebno biti pazljiv pri tem, na kakšen način pridobivaš to izobrazbo. Ampak se mi zdi, da izobrazba še vedno ostaja eden od elementov intelektualnega dela, intelektualizma, intelektualcev in intelektualk kot takih, čeprav ne bi vztrajal pri tem, da je nujno, doktorat znanosti nekaj, kar je pogoj za intelektualno delo. Meni je pravzaprav zelo blizu Gramscijeva koncepcija intelektualcev. On loči dva intelektualca. Torej ne govori o intelektualcu nekoč in danes, tako kot vi, ampak govori o tradicionalnih intelektualcih in tako imenovanih organskih intelektualcih. Tradicionalni intelektualci so ti, ki jih vidimo tukaj na sliki. Skratka, nekdo, ki je nekako distanciran od družbe, od dnevnega dogajanja, ki nedomnevno producira objektivno znanost, ki kritično razmišlja in tako naprej. Medtem ko je organski intelektualec nekdo, ki izvira iz nekega določenega družbenega razreda. Seveda moramo razumeti, da Gramsci to piše v zaporu v začetku 20. stoletja. Njegov kontekst je potrebno pri tem upoštevati. Ampak skratka nekdo, ki izvira iz nekega družbenega razreda in je pravzaprav nek vodja tega družbenega razreda v tem smislu, da svoje intelektualno delo usmerja v zagovor recimo delavskega razreda ali pa kaj podobnega. Vi ste prej rekli, intelektualec je nekdo, ki ni nujno bil bogat, je bil pa zagotovo iz višjega sloja, zaradi tega, ker dostop do znanosti je bil precej omejen na posamezne sloje. In tisto, kar Gramsci pravzaprav upozori, je, da je ta tradicionalni intelektualec, ki se predstavlja kot neodvisen, kot objektiven, kar so zagotovo elementi, ki so pomembni v znanosti, vendarle vedno umeščen v neko zgodovinsko družbeno realnost. Temu ne moremo pobegati. Zaradi tega sem sam vedno zelo skeptičen, ko nekdo reče, to je objektivna znanost. Mislim, to je objektivna znanost, je seveda nek ideal, ki mu sledimo. To pomeni seveda, da ko delamo, ko raziskujemo, sledimo nekim epistemološkim, metodološkim pravilom in tako naprej. Absolutno, ni vse znanost. Ampak reči, da si popolnoma nad družbenimi konteksti, v katerih, zgodovinskimi, časovnimi konteksti, v katerih deluješ, se mi zdi pa malce problematično. In tukaj se začne potem vprašanje ideologije. Ampak, da se vrnem k izhodišču. Danes bi rekel, da intelektualec ni nujno nekaj, kar je povezano z uradnimi diplomami in papirji in tako naprej. Skratka, ti viri znanosti, viri informacij so najrazličnejši. Gre za vprašanje tega, v kolikšni meri smo zmožni pravzaprav kritičnega mišljenja kot enega ključnega elementa intelektualnega dela, v tem smislu, da znamo ločiti vire informacij, da znamo pravzaprav ves čas preupraševati svoje lastno znanje, svoje lastne poglede, pozicije in tako naprej. V tem smislu sam poznam precej ljudi, ki delajo recimo v nevladnem sektorju, ki so zelo široki v svojih razmišljanjih, pa nimajo nujno nekih doktoratov ali pa kaj podobnega. In v tem smislu bi takim ljudem rekel tudi intelektualci. Še ena dimenzija, ki je mogoče pomembna in je verjetno bolj povezana z vprašanjem, kako smo intelektualce nekoč videli. Intelektualec nekoč, mogoče to zdaj stereotipna podoba, je bila oseba, ki je prečila znanstvene discipline. Torej, ti nisi bil fahidiot, če rečem tako po domače,
ampak si imel neko pogled in v filozofijo, in v matematiko, in v fiziko, in v psihologijo in tako naprej. Ne. Se mi zdi, da danes smo vsi mi, vključno z mano, zelo specializirani. Znotraj sociologije, pa je sociologija kot ena znanost, ne, imamo en kup enih predalčkov in jaz sem se postavil v en ta predalček. In ko me novinarji pokličajo in želijo, da komentiramo o tem drugem predalčku, je vedno tako, jo dajte tistega poklicati, ker v tistem predalčku je pa nekdo drug. Skratka, ta širina, bojim se, da se izgublja. Je tudi sam šolski sistem tako nastavljen. Meni je bilo šokantno, študiral sem v začetku 90-ih, takrat, ko so se te stvari spreminjale, ko se je ves marksizem metal ven iz sociologije, recimo. Mi smo vedeli, da Marksa nam ni treba brati, ker na izpitu tega ne bodo vprašali, ker v začetku 90-ih tega niso upali več. Ampak nam so ščrtali zgodovino in filozofijo. Meni se je zdelo to, zdaj ko gledam nazaj, nekaj, kar bi moralo biti temeljno za sociologa. In še danes je tako. Še danes smo zelo po svojih predalčkih. V tem smislu se ta podoba intelektualca z neko širino, ki sem jih sam srečal na svojem oddelku, ampak zdaj so že vsi upokojeni, se mi zdi vse bolj stvar neke preteklosti, z redkimi izjemami, ki danes še obstajajo. Jaz, če povzamem, vi ste dejansko zdaj nekajkrat povezali intelektualca s kritičnim mišljenjem, s kritičnim razmišljanjem, pa širino. Hkrati ste se pa zdaj tudi sam vrnil na izobraževalni sistem in jaz vas bi tukaj vprašala, izobrazba kot taka, šolski sistem, izobraževanje, fakultete. Kaj nam pravzaprav izobrazba sploh danes še lahko da, česar se ne moremo sami naučiti, denimo z izkušnjami, s prakso, z brskanjem, z radovednostjo, s samoizobraževanjem ali pa s samoučništvom? Mislim, da nam da neka osnovna orodja za to kritično mišljenje. Da nam neka osnovna orodja v tem smislu, da če obvladamo ta orodja, se znamo obrniti, vemo, kje poiskati informacije, znamo kritično presojati tudi informacije. Se mi zdi, da ne rečem, da to ni popolnoma možno preko neke poti samoučenja ali pa nekaj podobnega. Predvidevam, da bistveno težje, ker tisto, kar dobiš znotraj teh šolskih institucij, je pa vendarle ta širina, ker te ne uči samo en učitelj, vsaj na fakulteti ali pa učiteljica, ne, ampak več. In prav ta širina je tisto, kar je bogatstvo, se mi zdi. Širina v čem, denimo? Širina različnih pristopov, širina različnih pogledov, širina različnih znanstvenih disciplin in tako naprej. Ne. V tem smislu je šolski sistem nekaj, kar to producira. Hkrati je šolski sistem nekaj, kar daje neko relativno objektivno ali pa vsaj poskus objektivne povratne informacije. Kje si na svoji poti, ne? Kakšno je tvoje znanje, kakšne so tvoje sposobnosti, v kolikšni meri se ta orodje že usvojil ali nisi usvojil. Ne? A je šolski sistem tista ustanova, ki je danes sploh še sposobna dajati povratne informacije? Ali bo povratno informacijo dal trg, uporabniki, influencerstvo in druge tovrstni pristopi? Ja, jaz seveda, mislim, zame je to retorično vprašanje, jasno, ker prihajam iz tega konteksta, bom vedno zagovarjal ta proces institucionalne izobrazbe v tem smislu. Kdo je zdaj tisti, ki presoja o tem, kaj so ta orodja ali pa so uporabna ta orodja? Jasno je seveda, da na trg, da potem, ko človek pride iz fakultete ali pa pride iz nekega šolskega prostora, se zdi, kot da se mora stvari naučiti na novo, zaradi tega, ker znanje, ki ga podajamo, zastari že čez nekaj časa in preden ljudje končajo šolo in pridajo na trg, je to znanje že zastarelo. Ampak se mi zdi, da tudi to zastarelo znanje ni zastarelo v tem smislu, da ti ne koristi za to, da lažje usvojiš tiste nove elemente. Skratka, veste, ko sem jaz začel se ukvarjati z računalniki, uporabljati računalnike, je bil DOS, ni bilo še Windowsov. Ne? In mi smo se učili tiste DOS-ove ukaze, ampak te DOS-ovi ukazi so bili temelj, na katerem sem potem lažje
dojel Windowsa in tako naprej in tako naprej. Skratka, moje računalniško opismenjevanje ni bilo slabše ali pa kakorkoli zamejeno, zaradi tega, ker sem poznal ali pa šel čez trening nekega učenja, ki kasneje seveda ni bilo več uporabno v tem smislu ukazov konkretnih. Ampak verjetno se pa strinjava, da danes se pa več nihče ne bo DOS-a učil. In zdaj se bomo šli učiti tisto, kar je v tem trenutku aktualno. Vedno nekje vstopiš, na neki točki znanja človeštva kot takega vstopiš, jasno, nikoli ne začneš na začetku, ampak to vračanje na začetek, poznavanje zgodovine, poznavanje teh elementov je pa seveda ključno za to, da lahko razumeš danes in jutri. Ampak recimo današnje generacije vstopajo zdaj. Zakaj bi oni se še učili, ne vem, o Kantu, če imajo moderne filozofe, tudi moderne sociologe, ki družbeno življenje v bistvu prikazujejo skladno današnjemu času? Ali pa zakaj bi nekdo danes še bral recimo klasike, če imamo danes sodobno literaturo, napisano leta 2024, ki verjetno bolj odraža duh časa? Zaradi tega, ker znanost ni samo nekaj, kar analizira ali pa prikazuje današnji čas. Se mi zdi, da branje starih tekstov je trening analitičnega mišljenja. Je trening nečesa, kar nam seveda lahko potem koristi za razumevanje današnjih besedil, današnjih analiz in tako naprej. In tudi ti današnji teksti, ti današnji sociologi, psihologi, to, kar omenjate, če nimajo te podstati zgodovinske, poznavanja teh starih tekstov, potem to verjetno ni zelo kakovostna znanost, če sploh je. Zakaj pa je, denimo, za nekega običajnega človeka pomembno, da razume te podstati? Zakaj ni dovolj, da se preprosto znam prilagoditi, da preprosto znam preživeti v tem sistemu? Zakaj moram še razumeti? Možno je oboje. V bistvu je stvar posameznika, koliko reflektira svoje lastno življenje, svojo pozicijo v tem svetu. Mislim, tukaj pridemo do teh izhodiščnih vprašanj smisla življenja, bistva življenja, kaj počnem kot človek v tem svetu. In mislim, da si tovrstna vprašanja pogosteje zastavljajo tisti, ki se prebijajo čez neke te tekste. Z drugimi besedami, če zelo poenostavim, ki gredo čez nek izobraževalni sistem, dober izobraževalni sistem, ki je na tem temelji. Ne trdim pa, da seveda je potrebno vedno začeti na začetku. Jaz tudi, ko rabim neko zelo konkretno znanje, grem na YouTube in napišem how to, ne vem kaj, v Excelu nekaj. Ne bom šel študirati ukazov za točno to, ne bom šel celega računalništva študirati. Ampak ja, jaz mislim, da tukaj gre za vprašanje človekove širine, človekove zmožnosti spet tega kritičnega mišljenja, kritične refleksije na nek način. No? V tem smislu, vem, da zdaj prodajam nekaj, kar se na trgu ne bo dobro prodalo. Ne? Zaradi tega, ker gospod, ki stoji na sosednji stojnici, ima vse te produkte, ki so shiny in tako, jaz pa tukaj enega Kanta, pa Webra, pa ne vem kaj. Ne? Ampak mogoče na neki točki ugotoviš, da vse to, kar je tako zelo shiny, Angleži imajo en dober izraz, don't be blinded by the shiny apple. Ne zaslepi ta lepota, ker ta lepota, kar je na prvi pogled. Ker tisto, kar je na prvi pogled odlično, pogosto ni. In to je tudi del tega kritičnega mišljenja, da nisi zadovoljen z zelo preprostim in enostavno pojasnitvijo. Tokrat ste zdaj omenil kritično mišljenje, da bomo vprašali, kaj je za vas kritično mišljenje? Ja, zame je kritično mišljenje pravzaprav več stvari. Ena stvar je, bi rekel, radovednost, kar pomeni zastavljati si vprašanja, ne se zadovoljiti z nekim enostavčnim odgovorom na neko dilemo, na nek problem. Padeti v tako imenovano, kako se temu reče, zajčjo luknjo, kako rabbit hole. Se kako grozno, ko samo še v angleščini beremo. To pomeni, iti v globino, tisto, ko te potegne noter. To je verjetno en element tega kritičnega mišljenja. Drugi element je zavedanje
svoje lastne pristranskosti. Ker najlažje je biti v teh komorah, ekokomorah, eko-chambers, Marija. Nekdo, ki bo to gledal, bo rekel, ta človek sploh ne zna več slovensko govoriti. Ujet, skratka, v teh balončkih, kjer se vsi strinjamo, kjer vsi govorimo isto. Ampak smem tukaj samo izzvati. Ja, vendar sem hudičeva advokat. Prebiti ta balonček. Kje je ločnica med kritičnim mišljenjem in med iracionalnim govorom? Kajti vse to, kar ste zdaj opisal, je nekdo, ki dvomi v to, da je Zemlja okrogla, si postavlja enaka vprašanja. Ja, prekinili ste me ravno pred tretjo točko. In ta tretja točka, in mogoče ta odgovori na to vprašanje, je logika sklepanja. Kar pomeni, da vi za neko trditev ali za neko ugotovitev potrebujete jasno in preverljivo logiko sklepanja, potrebujete preverljive podatke in tako naprej. Mi lahko rečemo, ja, tisti, ki trdijo, da je Zemlja ravna, so pravzaprav oni kritično razmišljajo zaradi tega, ker prevprašujejo neko dejstvo in pridajo do nečesa, čemu danes rečemo alternativno dejstvo, izvira nažalost iz te Trumpove zgodbe. In mislim, da je alternativno dejstvo, pravzaprav francoski sociolog Eric Fassau o tem zelo lepo piše, pravi, da on govori o fake news in alternativnih dejstvih, torej lažnih novicah in alternativnih dejstvih, ukvarja se z analizo politike in pravi, to sta zdaj dva izraza ali pa dva koncepta, ki se pogosto pojavljata. In pravi, lažne novice niso nič novega. Skozi celotno človeštvo imamo pravzaprav lažne novice, imamo informacije, ki so netočne. Tisto, kar je novo, je koncept alternativnih dejstev, ker pred kratkim je dejstvo veljalo kot nekaj, kar je neovrgljivo. Dejstvo je dejstvo. Definicija dejstva je, da je realno, da je tukaj, da ne vem. Zdaj imamo pa alternativno dejstvo. Kaj je alternativno dejstvo? In on zaključi, alternativno dejstvo je temelj antiintelektualizma. Alternativno dejstvo pomeni, da ti zapustiš vse osnovne principe znanstvenega raziskovanja, vključno z logičnim mišljenjem, vključno s preverjanjem dejstev, vključno s metodologijo, vse te stvari, ki so del znanstvenega procesa, in verjameš oziroma trdiš, da je nekaj dejstvo, samo zaradi tega, ker ti tako čutiš. Tukaj preidemo od razuma k vprašanju čustev. Nekateri govorijo tudi o tako imenovani čustveni resnici. Nekaj je resno, ker jaz to čutim tako. In tukaj lahko pridemo zelo globoko, ljudje jokajo, ker so prepričani v nekaj, ampak to je samo, to prepričanje je samo utemeljeno na nekih zelo globokih čustvih, ne pa na razumu. In tisto, kar loči, zdaj to, kar ste vi vprašali, je torej razum, je to logično, je ta logika preverjanja dejstva. Omenil ste, da dejansko ta alternativna dejstva temeljijo na čustvih. Jaz bi morda samo še dodala, ker tako čutiš ali pa ker tako rabiš. Je povezano, seveda. Recimo, Kantov kategorični imperativ nam je rekel, ni prav, da lažeš, ni prav, da kradeš. Danes nam to včasih ne ustreza več. Tudi odvetniki smo mojstri tega, da rečemo, res je, da ni prav, da lažeš, ampak to je odvisno od tega, kaj je laž. Ali pa odvisno je od tega, kakšne so predpostavke, da pridemo do vprašanja, ali si se zlagal. To me je vedno zanimalo, ali lahko obrneva vlogi za trenutek. Kako se vi počutite takrat, ko veste, v dobro seveda svojega klienta, da stvari malce zavijete, v smer, v katero ne verjamete popolnoma. Ne rečem, da je nujno laž, ampak stvari se da obrniti tako ali drugače. Dejansko, kakor mi je zelo blizu, da se borimo proti alternativnim dejstvom, pa vendarle, če sem zelo iskrena, pravzaprav lahko rečem, da naš poklic ne dela drugega, kot ustvarja alternativna dejstva. Zato, ker naš poklic, odvetniški poklic, ni v bistvu nič drugega kot prilagajanje nekih tekstov, za katere bi lahko rekli, ko je nekaj napisano v zakonu, je to vendarle povsem jasno, je prišlo do nekega imperativa. Ampak naše delo je,
da to vržemo, da pokažemo drugačno resnico, da zbudimo dvom v to, kar je zapisano in da pravzaprav najdemo neke alternative temu, ki bodo ublažile celotno situacijo, recimo, ne. In to resnično ni nekaj novega, ne? Zanimivo, da se uporablja besedo dvom. Dvom mislim, da je tudi element kritičnega mišljenja. Ne? Ker če ne dvomimo, se mi zdi, da je treba zelo ločiti med kritičnim mišljenjem pa kritizerskim, ne vem, če bi bilo to sploh mišljenje, kritizerstvo. No? Eno je seveda povezano z dvomom, ki ga preverjaš. Ne? Kritizerstvo je pa komentiranje iz udobja domačega kavča, ob tem, ko ješ čips. To ste zdaj zelo povezali, eno z drugim zelo dobro sobiva, a ne? Kritizerstvo je v bistvu povzročilo, da na nek način dobivamo novo realnost. Jaz sem se zadnjič zgrozila, objavili so rezultate, da naj bi 10% uporabnikov družbenih omrežij skreiralo 94% vsebin na družbenih omrežjih. In dejansko pride do tega, temu rečejo teorija spirale molka, če vseh ostalih 90% uporabnikov molči in ne naredi nič, potem v bistvu teh 10% uporabnikov prikaže, da je to pravzaprav novo dejstvo, nova resnica, nova realnost, nov vsakdan. In v nekem trenutku, če dovolj dolgo vsi molčijo, se znajdemo v novi realnosti. Ja, in to je naša nova realnost. Jaz mislim, da vsi na nek način še vedno podcenjujemo moč socialnih omrežij, mogoče zdaj po Trumpovi zmagi ne več toliko, zaradi tega, ker so, če je bil kaj pomemben element v tej zmagi, so bila prav zagotovo uporaba socialnih omrežij, zaradi tega, ker jaz sem spremljal legacy media, kot on temu reče, ne? Torej te tradicionalne medije ameriške v vsem tem času. Mislim, glavnina, res, ne vem, 90% zdaj ocenjujem na pamet, je bila zelo kritična do Trumpa. Mislim, pravzaprav navijaška, skoraj da bi lahko rekel za Kamalo Harris, pa to seveda ni pomagalo, zaradi tega, ker prispevek na CNN-u danes ima, si ga ogleda ne vem koliko, 1000 ljudi, medtem ko na YouTubeu vidim prispevek, ki je bil pred 1 uro objavljen in ima že milijon ogledov. In je nek influencer, Joe, Rogan ali kaj podobnega. Tukaj se mi zdi pravzaprav zanimivo, kako so se te napovedi, ki so bile del prvih analiz interneta, da je to orodje demokracije, ne, da zdaj bomo lahko jasno debatirali, da bomo vsi imeli platformo, kako se je pravzaprav to sprevrglo v neko popolno nasprotje tega. Ne. Kaj bi pa vi rekel, kaj pa lahko naredimo? Denimo, sem predstavnica 90% ljudi, ki ne deli alternativnega razmišljanja. A je boljše molčati, ali se je boljše izpostaviti? Zdaj, za to, da se molči, imamo prav gotovo dobre argumente, zato ker dejansko ta oblikovni svet, ti vrednostni algoritmi pripisujejo nečemu, kar dobi zelo veliko vtisov, zelo veliko komentarjev, večjo vrednost. In če se oglašamo pod fake newsi, pod neumnostmi, pod teorijami zarote, pod absurdnimi pripombami, mi s tem algoritme spodbujamo, da tej zadevi dajo še večjo težo. Po drugi strani pa, če vsi molčimo, se zapletemo v to teorijo spirale molka, ko dejansko zgleda, da se vsi strinjajo s tem, kar je napisano in da nihče nima nasprotnega mnenja. Ja, to je dilema, na katero ne vem odgovora in sem se z njo srečal že pred socialnimi omrežji. Namreč, kaj narediš takrat, ker mislim, da je naloga, če se vrnem nazaj k vprašanju intelektualcev, tudi javno delovanje. Jaz mislim, da je naloga znanosti na splošno delovanje v dobrobit človeka in še več kot to, v dobrobit okolja in dobrobit živih bitij. Se mi zdi, da moramo imeti ta širok pogled. In da nas vse na to na nek način opozarja. Ker če naše raziskovanje na katerem koli področju ni v temelju, najbolj osnovnem temelju, namenjeno temu, dobrobiti človeštva, vključno z vsemi ostalimi elementi, vključno z ostalimi živimi bitji, ki tukaj z nami živijo, potem ne vem, v čem je smisel vsega. Jasno je, da je možno vsa znanstvena dognanja uporabiti in zlorabiti. Ne? Ampak je
potrebno biti pozoren pri tem. Skratka, hočem reči, da je v tem smislu naloga intelektualcev tudi javno delovanje. Se tudi zgodovinsko gledano, ne, to so bile osebe, ki so kritično mislile svoj čas, družbo, v kateri živijo, si zamišljale boljše družbe, boljše načine bivanja. In mislim, da se v tem smislu ta vloga tudi danes ni spremenila. Zaradi tega sem jaz sam zelo kritičen do komercializacije znanosti. Zaradi tega, ker v trenutku, ko je tvoja znanost namenjena profitu, ni več namenjena dobrobiti človeštva. Vem, da sem nekaj idealist tukaj, ne? Ampak vsaj v nekem idealističnem smislu bi sam se približeval raj temu idealu kot temu, da nekaj, kar sproduciram, tudi dobro prodam. Ampak stvari gredo nažalost tudi v to smer. Zdaj sem zgubil nit z tem, kar ste prej rekli. Ja. Skratka, kaj narediš takrat, ko recimo politika, ki se vse bolj oddaljuje od strokovnih rešitev, ne, čeprav bi v osnovi morale te politične odločitve temeljiti na nekih strokovnih temeljih, kaj narediš takrat, ko recimo nek populističen politik z nekimi zelo poenostavljenimi trditvami dela neko politiko, ali se takrat odzvati na to, ali se odzvati na traparijo, zaradi tega, ker z svojim odzivom boš tej trapariji dal še nekaj zagona. Ja, in medijske pozornosti in tako naprej, ali raj biti tiho v tistem trenutku in reči, čez 2 dni nihče se ne bo več spomnil tega. Mislim, da ni odgovora, torej ni rešitve, ki bi bila enaka za vse primere. Preprosto je treba se odločiti od primera do primera, ampak bolj se nagibam k nemolčanju. Zaradi tega, ker mislim, če ne drugega, čisto osebno, vem, da mogoče moj glas ničesar ne spremeni, mogoče pa pomiri mene, da sem, ker imam neko pogled, ker imam neko znanje, to znanje vendarle v pomembnem trenutku delil, sporočil, opozoril na napako. Tistih 90% mogoče tega ne bo prebralo ali pa se s tem ne bo strinjalo, ampak mogoče pa 1, 2 med njimi pa da. In na tej točki smo. Bojim se, da ko se nam ta velika snežna kepa populizma vrti in postaja vse večja in večja, je edina pot pravzaprav pot malih korakov, ker te velike snežne kepe naenkrat ni mogoče ustaviti. Midva verjetno ne bi snemala zdaj takšnega podcasta, če ne bi delila oba te ideje, da javno delovanje je na mestu in da je priporočljivo. Se pa nisem poznala do pol ure nazaj, tako da jaz nisem poznal vaših stališč, kar se tega tiče. Res je. Ampak jaz bi rada vendarle sam nekaj izpostavila. Margaret Atwood je v knjigi Deklina zgodba že leta 1973. A ta dokumentarna knjiga, ki je bila na začetku fikcija? Ki je bila na začetku tako, fikcija. Ampak iz knjige zelo lepo izhaja, kako se pravzaprav je vse skupaj začelo in kako glavni akterji v tej knjigi razmišljajo za nazaj. Vse skupaj se je začelo tako, da so molčali. Ko je bila še priložnost, da bi kdorkoli karkoli naredil, so molčali, ker ni bilo dovolj hudo. Ko je postalo malo bolj hudo, so rekli, ok, ne dogaja se meni. Do trenutka, ko je bilo prepozno, ko se je začelo dogajati meni in je bilo prepozno, da bi naredila še karkoli. In dejansko je danes zelo podobno. Vidimo, da se dogaja, morda se še ne dogaja meni, pa je samo vprašanje časa, kdaj se bo začelo dogajati meni, ampak vendarle imam izbiro, vsi mi imamo izbiro molčati ali pa izraziti se ne strinjam. Morda na nek prijazen način, z nenasilno komunikacijo, ampak vendarle ne strinjam se, ne delim tega mnenja. Kje smo oziroma zakaj tako redko to mnenje delimo z drugimi? Zato, ker je seveda lažje molčati. Ampak, če se pogovarjava o intelektualcih, se mi zdi, da so intelektualci kot kritični misleci, in nažalost v slovenščini nimamo ženske oblike te besede misleke, se mi zdi prvi pozvani, poklicani k temu, da to vlogo opravljajo. Sploh v časih, v katerih danes živimo. Vem, da je zelo znucana ta
kako naj temu rečem, citat, ki se pripisuje različnim avtorjem, ko so prišli po Jude, sem molčal, ker sam nisem Jud. Ampak mislim, da se na nek način nam dogajajo te stvari. Ne? In ta citat se konča na koncu, ko so prišli po mene. Ni bilo več nikogar, ki bi meni branil, ker so že pač vse druge odpeljali. Ne? Te stvari se dogajajo postopoma in se včasih minimaliziramo te korake. Ne? Zdaj, v redu, zdaj na Facebooku nič več ne kontrolirajo fake news. Ne? To je zdaj samo naslednji korak potencialno, ne? Do nečesa, kar bo izbruhnilo in se nam vrnilo kot bumerang. Se ne, da ljudje danes niso tiho glede tega. Meni je bilo zabavno gledati, kako so takoj se na Facebooku pojavile slike Zuckerberga, v najrazličnejših podobah, da je spremenil spol, pa da je klovn, pa nekaj podobnega, kot dejstvo. Ampak lažje je seveda molčati, tudi bolj oportuno je pogosto molčati. Na nek način je tukaj seveda odločitev vsakega, kako se bo v tej situaciji sam odločil. Je pa tudi naporno se konstantno odzivati. Absolutno je naporno se konstantno odzivati. In še ena stvar se zgodi, vrednost tvojega glasu se ob konstantnem odzivanju nažalost zmanjšuje. Zaradi tega, ker se zgodi, da spet da ne imenujem kogarkoli, se je oglasil, ker se oglaša vedno. In ga potem ne slišimo več. Jaz imam recimo to dilemo na sociološkem društvu, oziroma jo imamo v predsedstvu vedno, ker pogosto se mi zdi, da kot profesionalno društvo, ki se ukvarja z družbo, z analizo družbe, da se moramo odzivati na dogajanje v družbi. Ampak mi bi dnevno lahko pisali pisma, javna pisma in podobno, ampak potem bi to seveda verjetno na neki točki zvodenelo, oziroma nihče več tega ne bi poslušal. Tako da je treba na nek način dozirati. Ne. Je pa naporno in jaz priznam, da sem 2 leti nazaj preprosto nisem več tega zdržal in sem si izbrisal itak Instagrama in tega ne uporabljam, ampak Facebook pa sem si izbrisal s telefona. In ga imam še vedno na računalniku in sem bistveno manj tam gor in je življenje v tem smislu bistveno lepše. Ne vem pa, če je to rešitev, veste kaj, hočem reči. Jaz sem pa ravno o tem zdaj razmišljala, ko govoriva o poti majhnih korakov. Tako kot smo postopoma eden za drugim, za tretjim pristopali k družbenim omrežjem, zakaj danes še družbena omrežja podpirati pri vsem, kar vemo, pri vsej energiji, ki nam jo jemljajo, ne glede na to, ali objavljamo, ali delimo svoje mnenja ali ne, zakaj preprosto počasi se ne začnemo izklapljati, enako kot smo pristopali. Vse to je ena od možnih poti, ampak da do tega pridemo, se mi zdi, da rabimo to kritično maso. Ker če bova samo midva izstopila, stvari se bodo pa tam dogajale naprej, potem midva preprosto samo ne bova v stiku z realnostjo na nek način. Ne moramo zanikati, se mi zdi zelo nespametno se iti nek ta tehnologizem, ne vem, kako naj temu rečem, tudi recimo ChatGPT in umetna inteligenca in vse te stvari, je dejstvo. Tisto, in mislim, da ni smiselno razmišljati, kako zdaj to uničiti, ali pa kako to preprečiti, ali pa kako to ukiniti, ali pa kako se s tem ne ukvarjati. Tudi na fakulteti, recimo, imamo zdaj neskončne debate, kaj s tem narediti. In moja pozicija je prepovedati študentom in študentkam, da to uporabljajo, najbolj nesmiselno. Zaradi tega, ker prvič s prepovedjo bomo naredili stvar samo še bolj zanimivo, in drugič nerealno je od človeka v 21. stoletju, ko smo ure in ure pred računalnikom, pričakovati, da nekega orodja, ki je zdaj na voljo, ne bo uporabljal. Razmišljati moramo, kako to orodje uporabiti na način, da bo delovalo v našo prid, da ne bo škodovalo. Kako inkorporirati to v izobraževalni sistem. Imate kakšno idejo? Ja, veste kaj, zdaj recimo letos sem pri enem predmetu študentkam in študenti delal eksperimentalno nov način
In ta nov način je bil povezan, mislim, metoda ni nova, nisem pa sam tega delal predtem. In sicer brali smo tedensko tekste, od klasičnih do sodobnih tekstov, in njihova naloga je bila, da napišejo reakcijski odziv na 2 straneh, maksimalno 2 straneh. In ta reakcijski odziv je bil sestavljen iz 3 delov, iz kratkega povzetka prebranega teksta. Vem, da to absolutno ChatGPT lahko naredi. Ne? Iz tvoje refleksije, ker je bila tvoja naloga umestiti idejo avtorja, avtorice v tvoje obstoječe znanje. Ne, kako lahko, skratka, to kritično diskusijo sem poskušal vzpostaviti. In na koncu vprašanja, ki so se vam ob tem postavljala, skratka vprašanje tudi za diskusijo, ki smo jo poskušali imeti, včasih bolj uspešno, včasih manj uspešno pri predmetu. In veste, in to je bilo precej dela zame, ker sem tedensko mogel brati vse te reakcijske tekste, jih ocenjevati in tako naprej. Ampak ugotovil sem, da je zelo enostavno ugotoviti, kdaj je bil ChatGPT v igri in kdaj ni bil. Zaradi tega, ker ti teksti, ki jih umetna inteligenca saj do zdaj proizvaja, so tako tehnični, tako prazni, tako ni duše. Ne vem, kako ne. Ja, tam, kjer nisem začutil študenta, pa se mi zdi, da večina pravzaprav ni uporabljala, ker redko sem posumil. No. Tisti prvi uvodni deli so bili narejeni s ChatGPT-jem včasih, se je videlo. Ampak razumem, no? Ne? Ampak ta reakcijski del, tam pa kaj ti misliš, kako ti vidiš, to pa je res težko še z umetno inteligenco. Jaz sem poskušal priznati, sem napisal tudi kolumno za delo o tem, da sem poskušal napisati kolumno z ChatGPT-jem. In mislim, to je bil tako na neko temo, to je bil tako grozovito dolgočasen tekst, da se tudi mrtev ne bi podpisal pod kaj takega. Veste, v tem smislu se mi zdi, da je ta nevarnost ChatGPT-ja mogoče v enih delih malce pretirana. Po drugi strani pa ugotavljam, da je orodje zelo uporabno za to, da ti recimo pomaga pri jeziku. Sploh, ko pišem v angleščini, da ti popravlja, mislim, ChatGPT uporabljam kot zelo dobrega lektorja in se opravičujem vsem lektoricam in lektorjem, ki bojim se, da malo zgubljajo svoje delo. Ampak po drugi strani se seveda strinjam, da ko gre za prevod literarnih del, tukaj zdaj govorimo o strokovnih tekstih, kjer ne zasledujemo neke umetniškega vtisa ali pa ne vem kaj podobnega. Pesmi, literarna dela, tu bomo še vedno potrebovali človeka in človeškega lektorja in človeškega pisca in tako naprej. Meni se je zgodilo, samo še to povem, imel sem nek stavek v slovenščini 2x ki zaporedoma. Ki je nekaj ki. In gledam ti stavek in nikakor ne najdem rešitve okrog, ker ni lepo 2x ki, oziroma ne moreš 2x ki imeti. In sem rekel, ne, za umetno inteligenco. In sem skopiral in sem rekel, prosim, popravi mi ta stavek, tako da ne bosta 2x ki zaporedoma. Sekundi. V nedoločnike prestavlja en glagol in je šlo. Okay, ampak vendarle... In o tem ne vidim nič slabega. Manjka pa mu duše, sem rekla. No, in zdaj v tem kontekstu za zaključek, na najni začetni sliki je v sliki intelektualca tudi ogromno knjig. Kaj je pomen na prvi knjigi? Ja. In na ta drugi nobene knjige več? Na drugi so knjige v računalniku. Jaz sem optimistično, upam, da je to tam. Pa deva vsem potem se še do tega opredeliti, kaj je pomen knjige, branja, literature? Če je sploh še kakšen pomen? Absolutno, jaz mislim, da je to temelj. Mislim, se tukaj pa imamo res vrsto raziskav, empirično preverjenih znova in znova, ki govorijo o tem, da je branje nekaj, kar razvija našo moč razmišljanja, analitičnega mišljenja, spodbuja koncentracijo, spodbuja seveda tudi senzibilnost. Mi se, ko beremo romane, prestavimo v vloge drugih ljudi. Skratka, vse to so orodja, ki so tako nujna v življenju in tako pomembna v življenju, da brez tega se mi zdi, da veliko zgubljamo. Raziskave seveda kažejo, kako ključno je tudi, da nam starši na začetku berejo, da to postane del neke rutine. Zdaj, pred kratkim sem poslušal pogovor z kolegico, profesorico Ljubico Marjanović-Umek, ki so ji zastavili vprašanje, a je možno, da starši
nadoknadijo izgubljeni čas, v tem smislu, da na začetku niso brali, pa mogoče začnejo brati tam pri 6 letih ali pa pri 5 letih ali pa podobno. In je rekla, da čas je izgubljen. V tem smislu težava je potem v tem, da 5-letnemu, 6-letnemu otroku ali pa starejšemu otroku ne moreš brati več knjig, ki so primerne za njega, zaradi tega, ker zaradi tega nebranja predtem nima razvite te zmožnosti razmišljanja. In moraš iti v bolj enostavne knjige. Te bolj enostavne knjige mu bodo pa dolgočasne, zaradi tega, ker je že prestar za tisto. Skratka, ne moremo tega izgubljenega časa nadomestiti, tako da se mi zdi to zelo pomembno. S tem seveda ne želim reči, da vsi, ki nismo imeli te izkušnje, vključno z mano, da so starši brali knjige v otroštvu, da je vse izgubljeno. Seveda se lahko privadiš branja knjig, ampak jezike, ki se jih naučimo zakaj se naučimo tujega jezika, zakaj se otroci naučijo tujega jezika hitreje kot starejši? Zaradi tega, ker ta del v možganih za učenje tega na nekih točkah potem ostari, okrni, in to okrnelo se težko vzbuditi. In starejši se težje učimo. Ni pa nemogoče, da se naučimo jezika. To želim reči. Skratka, branje je ključno in tisto, kar kažejo raziskave, je branje iz papirja, ne iz ekrana. Jaz berem iz ekrana tudi, ampak raziskave kažejo, da je to branje manj natančno, da si na nek način manj zapomnimo, čeprav zdaj imamo skoraj že imitacijo realnega branja iz papirja, s svinčnikom lahko počrtuješ, vidim, da imate vi tako napravo. Tako da, dobro, boljš brati iz ekrana kot pa nič. In zaključila bom še z enim vprašanjem, torej vsekakor branje. Branje česarkoli, ali branje kvalitetne literature in potem seveda pod vprašanje, kako vi ločujete med kvalitetno literaturo in med nekvalitetno literaturo. Jaz mislim, da seveda bi se nagibal k branju kvalitetne literature, hkrati bi pa rekel, da je bolj kot nič spet bolj branje pač prav pogrešnih romanov. Ampak jaz mislim, da določena količina teh pogrešnih romanov, ali pa pač neke lahko leposlovje, na neki točki privede do tega kakovostnega preskoka k bolj zahtevni, zaradi tega, ker preprosto prerasteš to. Verjetno vidimo isto pri filmih. Na neki točki prerasteš, ne vem kaj že, Sam doma 6. del in te začne zanimati mogoče kaj več. Ampak da do tega prideš, rabiš nekaj časa. Kako ločiš kakovostno od nekakovostne? Mislim, to je zdaj malo tudi vprašanje okusa. Ampak ja, literatura, ki te tako ali drugače izzove, ki ti predstavlja nek problem, ki ga je treba rešiti v smislu razumevanja ali karkoli, je verjetno literatura, ki gre v smer neke kakovosti. Ker takrat, ko počnemo nekaj, kar že absolutno obvladamo, tam v to ne vlagamo nobenega napora, noben izziv. Izziv je mogoče ključna beseda. Takrat, ko nam nekaj predstavlja nek izziv, tisto je verjetno garancija za neko kakovost. V mojem lastnem kontekstu, tam, kjer sem, kar se tiče branja, kar se tiče razvoja, kar se tiče mišljenja in tako naprej. Profesor dr. Roman Kuhar, najlepša hvala, da ste bili moj gost. Hvala za povabilo. Bilo je zelo zanimivo in srčno upam, da sva čim več ljudi spodbudila k temu, da bodo več brali, pa manj scrollali po ekranih. Ja. Hvala. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.